Poplave so prizadele mesta zahodno od grške prestolnice. Mrtvih je bilo več kot 10 ljudi in poškodovanih več kot 40. Obilno deževje je povzročilo nabiranje vode v gorah in potem so ogromne količine vode zalile mesta. Uničene so stavbe in imetje ljudi. Gasilci so vso noč črpali vodo iz stanovanjskih in poslovnih stavb. Prebivalce so tudi evakuirali in jim omogočili namestitev v telovadnicah, da so lahko ostali na suhem in toplem. Indonezijske varnostne sile so na Baliju simulirale različne oblike terorističnih napadov z noži, orožjem in samomorilske bombne napade. Bali se namreč pripravlja na gostovanje dveh pomembnih mednarodnih dogodkov, in sicer srečanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v letu 2018. Prejšnji mesec so namreč varnostne sile ubile 2 militanta, ki sta bila osumljena povezave z islamsko mrežo terorizma. Tako sedaj poostrujejo varnostne ukrepe na otoku. Družba TransCanada Corporation je zaprla del svojega naftovodnega sistema Keystone, ker so zaznali padec pritiska v naftovodih v okolici mesta Amherst. Dolgoročni načrt je, da se bo naftovod Keystone XL zaprl, predvsem zaradi onesnaževanja okolja in zaradi varnosti ljudi. Vojska je prevzela nadzor nad vlado v Zimbabveju in tako so prepovedali vstop tujim novinarjem v državo. Delovanje mednarodnega letališča Harare je bilo normalno, nekaterim turistom so dovolili vstop, vsem tujim novinarjem pa so prepovedali vstop v državo. Civilisti zagotavljajo, da življenje in delo v državi poteka normalno. Med ljudmi vlada nekaj zaskrbljenosti, ampak življenje poteka za sedaj po ustaljenih tirnicah. Vojska je prevzela nadzor nad vlado in domnevajo, da sta 93-letni predsednik Zimbabveja Robert Mugabe in njegova žena v hišnem priporu. Podjetje Tesla je predstavilo prototip električnega tovornjaka, ki ga imajo željo lansirati na trg. V nadaljnjem razvoju je potrebno razmišljati, da se naredijo cenovno ugodna vozila, ki bodo zanimiva za končnega kupca. Tako Tesla kot tudi ves svet si prizadeva prestaviti vozni park od fosilnih goriv na čistejšo električno energijo. Prav tako pa je tovornjak oblikovno dovršeno in udobno vozilo.